Spoštovane profesorice, spoštovani profesori slovenščine. Moje ime je Aleksandra Lutar Ivanc in sem urednica učbenikov za slovenščino. Dobrodošli v družbi Založbe Mladinska knjiga. Lepo pozdravljeni in najlepša hvala, da ste se odzvali našemu vabilu na predstavitev novega učbenika za slovenski jezik za drugi letnik v gimnazijah in srednjih strokovnih šolah Moč jezika. Vkolikor ste se danes prvič pridružili naši skupini in vas zanimajo tudi vsebine predstavitev učbenika za prvi letnik, si jih lahko ogledate na izobraževalnem portalu učimte.com v rubriki Novice pod naslovom Klik do ogleda webinarja. Avtorji učbenika, ki prihajajo tako iz znanstvenega kot iz srednješolskega okolja in imajo najbolj pristen stik s pedagoško realnostjo, to so najaktualnejši in vodilni sodobni slovenski jezikoslovec dr. Kozma Ahačič, dr. Matej Šekli, dr. Irena Krapš-Vodopivec in dr. David Puc, so pripravili vsebino novega učbenika za drugi letnik, ki je že v tiskarni in ga boste lahko po zimskih počitnicah že prelistali tudi sami. Če kontaktirate našega strokovnega svetovalca, vam bo učbenik z veseljem prinesel na šolo. Učbenik v prvem delu obravnava vsebino oblikoslovja in izbesediloslovja, v drugem delu pa se bomo še posvetili pravopisu in zgodovini slovenskega jezika. Danes so z mano dr. Kozma Ahačič, dr. Irena Krapš-Vodopivec in dr. David Puc, ki vam bodo povedali, kaj so temeljne kakovosti novega učbenika, kje so razlike v obravnavi slovničnih vsebin in kaj pomeni tak učbenik za pouk materinščine. Novi učbeniki Moč jezika v slovenski prostor prinašajo prelomnico pri poučevanju materinščine, saj vsebino podajajo z novim sodobnim jezikovno-didaktičnim konceptom in upoštevajo najnovejša jezikovno-znanstvena dognanja. In sicer učbenik z vajami za prvi letnik uvodoma najprej vsebuje strnjeno ponovitev jezikovnega, slovničnega in pravopisnega znanja iz osnovne šole. Sledi obravnava snovi po učnem načrtu, vsako poglavje pa se zaključi z vajami za ponovitev. Na koncu prvega in drugega dela učbenika je še celostna razčlemba neumetnostnega besedila. Za vse vaje in razčlembi neumetnostnih besedil so na koncu učbenika tudi rešitve. Učno gradivo je zasnovano tako, da pri dijakih krepi občutek, da iz letnika v letnik gradijo svoj jezik kot povezan sistem jezikovnih enot. Dijaki pa obenem učinkovito usvajajo veščine kritičnega opredeljevanja, argumentirano poustvarjajo in aktualizirajo različne vsebine. Učbenik premišljeno upošteva razporeditev snovi in vsebin v okviru predvidenega števila ur, tako da je ob novih vsebinah tudi dovolj časa za kakovostno pripravo na maturo. Učno gradivo ima tudi interaktivno nadgradnjo za profesorje na učimte.com in dijake na iučbeniki.mk.si, sodobni načini učenja jezika z interaktivnimi aplikacijami in spletnimi povezavami do jezikovnih vsebin po meri dijaka. Tako ima vsak učbenik dodano tudi kodo za dostop do interaktivnih vsebin. Na izobraževalnem portalu za učitelje učimte.com imamo za vas tudi primere letnega učnega načrta in predloge za delo v razredu z učbenikom. Učbenik Moč jezika je tudi potrjen pri strokovnem svetu. Vkolikor dijaki pri pouku imajo svoj lastni izvod učbenika, lahko vaje rešujejo vanj, če pa imate v šoli učbeniški sklad, pa dijaki imajo učbeniki s posojam, pa vaje rešujejo v zvezek. Preden predam besedo avtorjem, bi vas želela le še povabiti, vkolikor imate kakršnokoli vprašanje v povezavi s predavanji in novim učnim gradivom, da nam pišete. Mi pa vam bomo na koncu webinarja nanje odgovorili. Tako, sedaj pa najprej vabim k besedi prvega govorca, dr. Kozmo Ahačiča. Izvolite, dr. Kozma. Dober večer. Žal smo še vedno v času, ko
ko samo vi vidite mene, jaz ne vas, ampak kljub vsemu vas vse skupaj lepo pozdravljam. Jezikovne razmere se ves čas spreminjajo in vsak čas zahteva pri pouku jezika svoj poudarek, kot dobro veste tudi sami. Ne velikih sprememb, ampak poudarek. 12 let nazaj smo raziskovalci slovenskega jezika že zaznali, da bo potrebna sprememba v pristopu k slovenščini zaradi spreminjajočih se jezikovnih razmer praktično povsod po svetu. Odtlej smo sistematično razvijali ves potrebni aparat. Dobili smo portal Fran, dobili smo portal Franček in jezikovno svetovalnico, dobili smo novo šolsko slovnico, dobili smo korpuse in analize, ki so nam pokazali, kje so realne šibke točke trenutnega pouka slovenščine. Spremljali smo rezultate in analize mature in nacionalnih preverjanj znanj v osnovni šoli. No in zdaj je bilo na tej osnovi, predvsem pa na osnovi tega, da smo zelo poslušali ravno vas, profesorice in profesorje, zelo tudi, ko smo delali sam portal Franček. Skratka, zdaj je bilo na tej osnovi mogoče pripraviti nov učbeniški komplet. Dejstvo je, da so dijakinje in dijaki jezikovno vse manj samozavestni, da imajo vedno več težav s knjižnim jezikom in da se morate profesorice in profesorji vedno bolj truditi, da jih dobro pripravite na maturo. Je pa res, da je to dejstvo, s katerim se spopadajo povsod po Evropi in ki smo ga takrat 12 let nazaj znali že tudi napovedati. Verjetno še nikoli ni bilo tako zahtevno poučevati slovenščino in vse druge prve jezike po Evropi, kakor ravno danes. In zato je tudi kar bistveno, da gremo z učbeniki v korak s časom. Sam bi želel v teh svojih minutah odgovoriti na vprašanje, zakaj je po mojem mnenju ta učbeniški komplet res na nek način prelomen za jezikovni pouk slovenščine. Zakaj tako zelo verjamem vanj, da sem se pri njem na polno angažiral in hkrati tudi čakal kar nekaj let po izdaji slovnice na to priložnost. Najprej zato, ker bo omogočil večjo jezikovno samozavest in kultiviranost dijakinj in dijakov, s tem pa seveda boljši uspeh na maturi in seveda boljše znanje slovenščine v življenju. Občutek obvladljivosti je izredno pomemben za jezikovno samozavest. Pomembno je tudi seveda, da se prilagajamo samemu načinu dojemanja sodobne mladine. Pomembno je, da dijaki ne izgubijo volje, da ostanejo ves čas motivirani. No, ali pa če odgovorim na enako vprašanje z drugega zornega kota, učbenik je pomemben tudi zato, po mojem mnenju, ker bo vam, profesorjem in profesoricam, olajšal jezikovni pouk slovenščine, ki postaja v sodobnem času vse težji izziv. Tu igramo na eno od kart, za katero jezikoslovci vemo, da jo lahko privlečemo na plano, kadar vse ostalo odpove. Vemo namreč, da si vsak od nas čisto podzavestno želi, in to pomeni res iskreno želi,
obvladati svoj knjižni jezik. Vsak, tudi vsak od vaših dijakinj in dijakov. Če dobi občutek, da mu to uhaja iz rok, pa se hitro zateče k brezbrižnosti do njega. Vendar je to zgolj obrambni mehanizem. Manjša jezikovna samozavest vodi do obrambnih mehanizmov v smislu jezik me ne zanima, slovenščina ni zame, bomo dali to lektorirati, branje je zastarelo, raje pišem v slengu in tako naprej. Naš sistem zato motivira tudi manj sposobne dijake, hkrati pa najsposobnejšim predstavlja slovenščino tudi kot intelektualni izziv. No in seveda odgovor na tisto klasično uvodno vprašanje, če bi se srečali v živo, ja, učbeniški komplet vso snov, ki jo zahtevajo učni načrti in matura, in tudi njegov cilj je dobro pripraviti dijakinje in dijake na maturo. Zdaj bi pa delil zaslon. In sicer bi v nadaljevanju skušal predstaviti 8 točk, zaradi katerih se mi zdi ta učbenik pomembna sprememba v slovenskem prostoru. Gre za malenkosti, ki pa skupaj zelo pomembno vplivajo lahko na uspeh našega dela. Najprej, prvič, že v prvem letniku omogoči učbenik vpogled v celotno jezikovno znanje. Na hitro, ne v podrobnosti, ampak s pregledom. To je izredno pomembno, saj sicer določene vsebine, kot je na primer vejica, dijaki vse do 3. letnika vadijo na pamet in se še utrjujejo v svojih napakah, zlasti manj sposobni. Slovnica je identična z vsem dostopno slovnico na portalu Franček.si in tam so vidne tudi razlike med osnovnošolskim in srednješolskim znanjem. Drugič, učbenik ima strukturo, ki je sodobnim dijakom blizu. Znanje je podano pregledno, hitro se v učbeniku najde želena informacija, velik poudarek je na ločevanju pomembnega in manj pomembnega znanja, hkrati pa prinaša učbenik tudi pogled v znanost in razne ocvirke za nenavdušene in najbolj navdušene dijake. S tem je tudi delo za učitelja lažje, se lahko vsakemu razredu prilagodi stopnjo poglobljenosti znanja. Učenci sproti spoznavajo tudi vzroke za svoje najpogostejše napake. Ves čas učbenik povezuje snov na različnih ravneh, ampak strukturiran je tako, da ob tem ohranja preglednost. Če na primer pogledamo tole shemo postopoma, lahko vidimo, da z razdelkoma pomnimo in opozorila dijakinje in dijaki dobijo tisto temeljno znanje, znanje na osnovni stopnji. Če zraven obdelajo še razlago, se lahko snov ali naučijo celo samostojno, lahko pa jo povedejo na neko višjo stopnjo. Razdelek napake je razdelek, ki ga lahko dijakinje in dijaki preletijo pred vsakim
tvorjenjem besedil ali pred pisanjem eseja, raznih pisnih izdelkov, kajti spomni jih na tiste točke, ki so večinoma šibke. No, in pa tu imamo potem še razdelke podrobnosti, zanimivosti in pogled v znanje. Vse prinašajo zgolj dodatno znanje. Skratka, vse tisto, česar ne bo v nobenem preverjanju, v nobenem testu, služi pa najbolj nadarjenim ali pa enostavno za navduševanje, za motivacijo med poukom, za ucvirke, ne, med poukom. Tretjič. Učbenik izhaja iz besedil, ki so kratka in zato zelo obvladljiva za delo pri pouku. Hkrati ima seveda tudi kompleksnejše analize besedil, bolj primerne za delo doma. Četrtič. Učbenik ves čas izpostavlja jezikovno znanje, ki ga pridobimo pri pouku slovenščine, kot neko osnovo za dojemanje jezika kot nekakšnega orodja, ki nam pomaga pri vseh predmetih v šoli, pri učenju tujih jezikov in seveda tudi kasneje pri zaposlitvi. Vse to pa je mogoče, ker učbenik kot prvi prinaša popolno naslonitev na novo šolsko slovnico, kjer so pojmi, ki jih obravnavamo pri pouku slovenščine, prekrivni s pojmi, ki jih obravnavajo pri pouku tujih jezikov. Šolska slovnica ni dostopna zgolj v knjižni obliki, ampak je dostopna tudi vsem dijakinjam in dijakom na portalu Franček in dostopna je v takšni obliki, da so, kot vidite tule, navedeni odlomki, če kliknete na te številke, za osnovno in srednjo šolo in tako lahko celo sproti preverjate, kako se snov v osnovni šoli razlikuje od same snovi za isto slovnično vsebino v srednji šoli. Šestič. Pri pouku pravopisa ne izhajamo iz učenja nekih podrobnih pravil, čeprav jih seveda navedemo, ampak iz razumevanja, kako je do določenih pravil sploh prišlo. Bistveno zato, da si dijaki lažje za celo življenje zapomnijo pravila, je, da jih razumejo, da jih imajo v glavi tudi, ko mine test, tudi, ko pozabijo kako podrobnost. No in v ozadju razlage pravopisa in v ozadju celotnega učbenika je ves čas tudi zavedanje, zakaj imamo knjižni jezik in pravopis. Knjižni jezik in pravopis imamo zato, da nam je lažje, ne zato, da bi nam oteževala življenje, ampak da lažje pišemo, da lažje govorimo. To je tista zavest, ki jo želi podati ta učbenik. Sedmič. Pri pouku besediloslovja, besedilnih vrst, izhajamo iz sodobnega stanja rabe besedil, ko se različne besedilne vrste v realnem življenju prepletajo. Zato poudarjamo prednost poznavanja vseh že zdaj obravnavanih besedilnih vrst,
hkrati pa kažemo z malenkostmi na odklone v realnem življenju. No, in kot vidite tu na zaslon, opozarjamo tudi na vzroke za določena pravila. Naprimer, za maturo se naučijo dijakinje in dijaki, da se podpis vedno da nad zapisanim imenom in priimkom. To je mnogo lažje razumeti, če vemo vzrok. Ni seveda nujno, da je vedno to nad imenom in priimkom, je pa najbolj priročno za to, da si lažje zapomnimo, da se navadimo, kajti pravilo je, da mora biti podpis čim bliže imena in priimka. In seveda, če je pod imenom in priimkom še kakšna navedba funkcije, potem je najboljši položaj zgoraj. Podobno velja, recimo, če pogledate na levi strani za elektronsko podpisovanje. In pa še osmič, zadnjič, učbenik temelji na moji šolski slovnici in ta slovnica na videz ne prinaša kakih revolucionarnih sprememb. Če gledamo zgodovinsko, je to celo korak nazaj k tistemu pač, kar se od slovnice učijo po celotnem svetu. Če pogledamo podrobneje, pa slovnica odpravlja vrsto balasta, celo napak in nedorečenosti, ki so se nabrale v desetletjih navideznega poenostavljanja Toporišičeve in Žagarjeve šolske slovnice. Ta učbeniški komplet zato ne pomeni več slovnice, nikakor, ampak pomeni še razumljivejšo slovnico, še bolj premišljeno pot k poznavanju tistih osnov, ki se ohranijo, tudi ko podrobnejšo osnov pozabimo. Mogoče se nekateri sprašujete, ali so kakšne razlike med slovnico, kakor ste jo bili navajeni doslej v šoli, in slovnico na kvadrat. Razlike so, vendar so zelo majhne in tudi zelo malo jih je. En korak v smer slovnice na kvadrat je naredil že učbeniški komplet Na pragu besedila, če ste ga slučajno gledali. Mi pa zdaj delamo še en korak dlje k jasnosti in k preglednosti slovnične obravnave. Tako profesorjem kot dijakom bo po mojem mnenju s tem odpravljena marsikaka jezikoslovna dilema, marsikaka dvoumnost. Najbolj pomembno pa se mi zdi to, da s takšno šolsko slovnico mi kot učitelji ne bomo nikoli prisiljeni reči, tega pa ne znamo ali pa tega pa še ne znate, to pa ni za vas, to moramo pa, to so pa zapletene stvari, to je pa odvisno od interpretacije in tako naprej. Zdaj, še enkrat, kaj to pomeni, da imamo v istem prostoru učbenike, ki se po slovnici nekoliko razlikujejo? Matura bo seveda morala upoštevati vse obstoječe rešitve in tudi recimo že letos jih je upoštevala, vendar pa bo šla v smeri nove slovnice, preprosto
zato ker se je ta slovnica uveljavila in ker gre trenutno za edino šolsko slovnico. Edina razlika med podajanjem slovnice, kot ste ga navajeni, in novo slovnico je na videz nedolžna sprememba v obravnavi besednih vrst. Ta sprememba pa s sabo seveda popelje kar nekaj sprememb. In prav vse te male spremembe bojo, kot bomo videli v nadaljevanju, dijakom naredile snov razumljivejšo. Zakaj gre? Iz skladenjske delitve besednih vrst, na kateri temelji slovnica Jožeta Toporišiča in ki je imenitna za raziskovalne namene. Prehajamo v oblikoslovno pomenoslovno delitev besednih vrst. To pomeni, da so samostalnik, pridevnik, zaimek in števnik, ki doslej v šolah niso bile samostojne besedne vrste, postale samostojne besedne vrste. Doslej so bile samostojne besedne vrste samostalniška beseda, pridevniška beseda, glagol, prislov, členek, predlog, vezniška beseda, medmet in povedkovnik, ki pa se ga je izpuščalo. Poglejmo namreč, zakaj je ta sprememba tako pomembna in kaj se je dogajalo v učbenikih zadnjih, lahko rečemo, 40 let in je občasno begalo in jezilo tudi vas. Slovnica, ki sta jo skupaj naredila Jože Toporišič in France Žagar, tako imenovana Žagarjeva šolska slovnica, je lepo kot neka celostna šolska slovnica temeljila na skladenjski delitvi besednih vrst. Vendar pa se je kmalu že izkazalo, da je takšna slovnica prezapletena za celovit jezikovni pouk slovenščine. Preveč časa se je porabilo za slovnico in zato je premalo časa ostalo za realna besedila. In vsi smo se strinjali, da je nujno, da se seveda v šolah slovnica poenostavlja. Vendar pa so se v preteklosti lotevali sestavljavci učbenikov tega na način, ki se je izkazal danes za neustreznega. No, in to nam lepo kaže primer obravnave zaimkov. Žagarjeva slovnica je po Toporišiču ločevala 11 vrst pridevniških zaimkov, pa 8 vrst samostalniških zaimkov in to je bilo zagotovo preveč. Vseh vrst zaimkov po tej slovnici je bilo kar 44. Ampak, kako se je naredila poenostavitev? Na tak način, da so določene vrste zaimkov, ki so bile manj pogoste, preprosto črtali in se o njih nismo učili. Tu na zaslonu vidite napis, to so še vedno zaimki, samo v šoli jih pa ne bomo obravnavali, da ne bo preveč. No, in kakšna je razlika med slovnico, kot jo najdemo v določenih učbenikih, in mojo slovnico? Tu sem skušal grafično to predstavljati. Če poenostavljamo s črtanjem,
dobimo neko znanje, ki pa ima neke črne ali sive cone, stvari, ki jih ne znamo. Če pa se slovnice lotimo s poenostavljanjem na tak način, da upoštevamo celoto, da se vse izide, da znamo vse poimenovati, šele potem dobimo neko celovito znanje brez črnih lukenj. In na primer, če pogledamo zaimke v novi šolski slovnici, tu so zajeti vsi zaimki. Le da rečemo, da je kategorij teh zaimkov manj. Ampak tu ne gre več za črtanje nekaterih kategorij, ampak za spust iz znanstvene obravnave zaimkov k šolski obravnavi zaimkov. In to zaimkov kot samostojne besedne vrste. In kakor povsod po svetu so tudi v šolski slovnici vsi zaimki, ki niso osebni, svojilni, kazalni, vprašalni ali oziralni, uvrščeni med nedoločne zaimke. Na tak način se dijakinje in dijaki naučijo celote, ni pa jim treba hkrati znati tistih 44 znanstvenih vrst zaimkov. No, in še naprej. Po skladenjski delitvi ločimo samostalniško, pridevniško in prislovno besedo. Če velja skladenjska delitev, potem je zaimek samo podvrsta ostalih besednih vrst. In če si pogledate tu na deljenem zaslonu, moramo reči, da je zaimek nepolnopomenska beseda, ki jo uporabljamo namesto polnopomenskih samostalnikov, namesto polnopomenskih pridevnikov, namesto polnopomenskih števnikov in namesto polnopomenskih prislovov. V šoli zato smo rekli, da poznamo samostalniške, pridevniške in prislovne zaimke. Z oblikoslovno pomenoslovno delitvijo besednih vrst se nam to kar naenkrat zelo poenostavi. Tu je zaimek pregibna beseda in ker je pregibna, seveda nam ni treba več govoriti o prislovnih zaimkih, zato ker rečemo prislovnim zaimkom preprosto prislovi. In ta beseda v stavku nadomešča samostalnik ali pridevnik. Poznamo torej zgolj samostalniške in pridevniške zaimke in obvladljivo število njihovih vrst. No, in če se spomnimo zgornje sheme o razliki med poenostavljanjem s črtanjem in poenostavljanjem s celovito obravnavo, potem lahko rečemo, da so takšno poenostavljanje s črtanjem v učbenikih doživljali še števniki, povedkovnik, vezniki in tako naprej. Na primer, če pogledamo tu na desni strani, kako bi se po skladenjski delitvi besednih vrst moralo v šolah govoriti o povedkovniku. Reči bi morali, da je povedkovnik besedna vrsta, enakovredna samostalniški besedi, pridevniški besedi, prislovu, glagolu, vezniški besedi, medmetu in členku. Vendar pa se je hitro izkazalo, da je snov povedkovnik preprosto
prezahtevna tudi za marsikaterega srednješolca. Zato smo dodali, kot imate tu napisano, te besedne vrste ne obravnavamo v šoli, saj je njeno razpoznavanje zelo zapleteno. Skratka, v srednjih šolah smo uporabili sistem skladenjske delitve besednih vrst, hkrati pa ene besedne vrste nismo obravnavali. Če vzamemo našo oblikoslovno, pomenoslovno delitev besednih vrst, se stvar spet zelo poenostavi. Rečemo lahko, da je povedkovnik skladenjska vloga samostalnikov, pridevnikov in prislovov, gre torej za snov, ki spada k skladnji, in to snov lahko omenimo kot posebnost pri obravnavi povedkovega določila, ko obravnavamo skladnjo, lahko pa jo tudi brez problema in brez nevarnosti, da bi škodili celoti, izpustimo. Naslednji primer je primer števnika. Na desni strani spet tu na tej razpredelnici imate napisano, kako se mora obravnavati števnik po skladenjski delitvi besednih vrst. To, kar je bilo v učbenikih do zdaj. Števnik se uvršča kot neka podvrsta pridevniške besede. Na videz je to povsem jasno, ampak to močno poseže v celotno obravnavo skladnje. Na to je Toporišič zelo opozarjal, vendar pa ga niso poslušali. Zakaj vpliva to na celotno skladnjo? Zato, ker je pridevniška beseda vedno prilastek. In prilastke in jedro besedne zveze smo zato v šolah morali določati pomensko, interpretativno in se določene mejne primere celo naučiti kar na pamet. Skratka, če imamo lep avto, pridevnik in samostalnik, bo jedro avto. Če imamo en avto, števnik kot pridevniška beseda in samostalnik, bo jedro avto. Ampak zaplete se nam pa, ko gremo malo naprej. Če imamo dva samostalnika, recimo množica avtov, potem bo jedro množica. Če pa je skladenjsko skoraj da popolnoma enak primer 5 avtov ali raje več avtov, pa bo avtov jedro, zato ker je več števnik in ker je števnik pridevniška beseda. In to je vplivalo naprej na to, da smo morali reči, da je tudi primer kot liter mleka ali kozarec vode, da sta mleko in voda jedri, zato ker smo liter in kozarec šteli za nekakšen pomenski števnik. Ker je to zelo kompleksna snov, so bili v učbenikih nekateri primeri celo v neskladju s slovnico Jožeta Toporišiča. Mi smo pa mislili, da je Toporišič tako zapleten, ampak ni. Gre pač za znanstveno teorijo. Če pa
števnik. No, in zdaj se pa vračamo k naši obravnavi. Ni pridevniška beseda, ampak je besedna vrsta. Potem pa lahko rečemo, da števnik kot besedna vrsta, in to imamo pa tu na levi, lahko nastopa v besedni zvezi kot pridevnik ali kot samostalnik. Prilastke in jedro besedne zveze lahko določamo kot pri samostalnikih in pridevnikih. Zato seveda, če rečemo množica avtov, je popolnoma enako, kot če rečemo več avtov. Ali če rečemo liter mleka, ali če rečemo kozarec vode. Kdo ali kaj? Liter je jedro, koga ali česa mleka je prilastek. Kdo ali kaj? Kozarec, jedro, koga ali česa vode je prilastek. Kdo ali kaj? Več, jedro, koga ali česa avtov, prilastek. Skratka, stvari, ob katerih smo v šoli izgubljali ogromno časa in energije, se naenkrat poenostavijo. No, se pa v šolah ni zgolj navidezno poenostavljalo s črtanjem, ampak se je določene stvari iz meni neznanih razlogov celo dodajalo glede na Toporišičevo in tudi glede na Žagarjevo šolsko slovnico. Že Toporišič in Žagar nista na primer strogo ločevala med posledičnim in sklepalnim priredjem. Zakaj? Zato, ker je to v večini primerov celo na znanstveni ravni nemogoče. Učbeniki pa so to ločevanje na podlagi nekaj znanstvenih člankov kar naenkrat uvedli v šole. In kaj je bil rezultat? Negotovost dijakov. Zato, ker v večini primerov razlike niso znali določiti in tudi nismo jih mogli usposobiti, da jo določijo, razen če smo izbirali zgolj povsem jasne primere in če so se naučili, na primer, veznik na pamet. Če pogledamo, na primer, tale zadnji primer pri Žagarju, na desni strani, neki avto je predrzno prehiteval, torej ga je miličnik fotografiral. Je to sklep ali posledica? Ne vemo. To je odvisno od meril in ta merila zahtevajo kar močen znanstveni aparat. Zato ne slovenske slovnice v preteklosti, tudi ne Žagarjeva ali Toporišičeva šolska slovnica, ne druge evropske slovnice, drugih jezikov posledičnega priredja ne ločuje od sklepalnega priredja. No, in tudi naš učbenik, recimo, to ločevanje odpravlja. Kakih drugih razlik niti ni. In če sklenem, kaj je torej tisto, zaradi česar mislim, da bodo te učbeniki olajšali jezikovni pouk slovenščine in ga naredili logičnega, še bolj zanimivega, in to je stalni vpogled v celotno znanje, pregledna struktura učbenika, obvladljiva besedila, pouk slovenščine kot osnova za opazovanje tujih jezikov, teoretična osnova, ki je občeevropska, razumevanje pravopisnih pravil
besedilne vrste predstavljene kot vsakdanji izziv in pa nova šolska slovnica, ki jo lahko vedno preverimo konec koncev tudi na mobilnem telefonu. Najlepša hvala. Hvala, dr. Kozma Ahačič, za poglobljeno in nazorno predstavitev temeljnih značilnosti novega učbenika Moč jezika in seveda za številna strokovna pojasnila. Če imate kakršnokoli vprašanje za dr. Kozmo Ahačiča, nam pišite in vam bo predavatelj na koncu z veseljem odgovoril. Nadaljujemo pa s predavanjem dr. Irene Krapš Vodopivec, ki je napisala poglavje oblikoslovja. Izvolite, dr. Irena Krapš Vodopivec. Hvala lepa, Aleksandri. Lepo pozdravljeni, torej tudi v mojem imenu. Po tej poglobljeni predstavitvi dr. Ahačiča bom jaz malo konkretnejša, bom pa se vseeno še dotaknila tudi jaz teh temeljnih konceptualnih oziroma temeljev v našem učbeniku, ampak bom najprej delila zaslon. Takole, torej to poglavje o oblikoslovju, ki smo ga seveda s skupnimi močmi dokončno oblikovali, bom predstavila v bistvu skozi 3 korake na kratko, in sicer šla bom še enkrat skozi to konceptualno zasnovo poglavja oziroma na kratko, kako uporabljati učbenik oziroma dotično poglavje, potem ob kazalu bi skupaj pogledali vsebino poglavja in čisto na kratko se bomo dotaknili enega delčka poglavja o oblikoslovju, ki je seveda obsežno. Torej, že znana je zasnova učbenika, da torej začnemo vsako poglavje s stripom, tudi to poglavje o oblikoslovju. V tem primeru seveda vedno je strip povezan z vsebino, v tem primeru je na humoren način predstavljeno, kako lahko z neustrezno rabo zaimkov posežemo v razumevanje stvarnosti, gre seveda za povratno svojilni zaimek, ki dijakom vedno povzroča težave. Tudi v poglavju o oblikoslovju imamo seveda, kot je bilo že strani dr. Ahačiča izpostavljeno, imamo seveda to osrednje besedilo, ki ima pač poudarjene bistvene dele, pač poudarki so pa potem še posebej izpostavljeni v okvirčkih pomnimo in v oblikoslovju tudi v opozorilih pazite, kot je bilo že pokazano. Se pravi, vsi ti okvirčki oziroma predvsem okvirček pomnimo vsebuje tisto, kar seveda si morajo dijaki zapomniti. V primeru oblikoslovja torej imamo oblikoslovje, slovnična ravnina, torej opisuje besedne vrste in tako naprej. In pa zakaj je pomembno poznati oblikoslovje, smo dali v okvirček pomnimo, ker je dejansko pomembno to dejstvo, da se naučimo pač umeščati oblike v sistem in da seveda na tak ali drugačen način slovenščino povezujemo s knjižnim jezikom, z tujimi jeziki, torej z učenjem tujih jezikov, recimo, ker je pogost argument ali pa pomislek dijakov, kako je recimo angleščina lažja, ker pač nima sklanjatev, da se jo je pač lažje naučiti. Drži na začetku gotovo, ampak kot je lepo napisano tudi v tem okvirčku, pri jezikih, ki imajo zapleteno oblikoslovje, je potem skladnja manj zapletena in obratno. Vsako poglavje, torej tudi poglavje o oblikoslovju, ima srednje besedilo vedno dopolnjeno s kazalkami oziroma so zraven kazalke, ki pač uporabnika usmerjajo k povezovanju z drugimi poglavji, podpoglavji in seveda k rabi jezikovnih priročnikov. Ne manjkajo tudi shematični prikazi za lažjo predstavo, za lažje pomnjenje, v tem primeru seveda imamo tukaj pregibnost razloženo. Okvirčki zanimivost, v teh okvirčkih najdemo vsebine, ki se morda z vidika neke osrednje obravnave, kot je bilo že povedano, zdijo manj pomembne oziroma niso najbolj pomembne, lahko pa seveda pouk popestrijo in pri oblikoslovju seveda snov pogosto povezujemo s tujimi jeziki, ker je razumevanje pač podobnosti in razlik med jeziki dijakom v pomoč, torej tako pri usvajanju knjižne slovenščine kot tujega jezika. Na nek način gre za ozaveščanje, da se seveda knjižnega jezika vsi učimo, morda lahko na podoben način kot tujega jezika.
Sledi seveda pogost okvirček, najpogosteje se zmotimo, ki prinaša konkretne primere pogostih napak, s katerimi se profesorji srečujemo, ne le pri preverjanjih v testih, ampak še posebej pri pisanju neumetnostnih besedil. To so napake, ki jih najdemo seveda v korpusu, oziroma v korpusu Šolar, so potem tudi, ker so tako pogoste. Okvirček morda te bo zanimalo podrobneje, namenjen, kot je bilo tudi že rečeno, torej vedoželjnejšim dijakom, usmerja v neko poglabljanje snovi, pri čemer je pa to seveda izbirni okvirček, to ni del osnovne temeljne snovi. Na koncu vsakega podpoglavja so seveda vaje, torej gre za utrjevanje, to se pravi, da na nek način reproduciramo oziroma ponovimo, kar smo se naučili v tem delu, sledi pa potem vedno tudi seveda krajša razčlembica, torej z nalogami ob tem besedilu. Na koncu seveda poglavja pa tudi celovitejša razčlemba neumetnostnega besedila, ki zajame vso snov. No, čisto na koncu poglavja je v tem učbeniku, torej v drugem delu nov razdelek, torej povezujem in si lažje zapomnim. Gre za koncept, večkrat omenjen že, da je treba torej jezikovno snov v vsakem trenutku obravnave umeščati v širši sistem. Torej v tem primeru seveda posebej izpostavljeno povezovanje oblikoslovja s skladnjo, pri čemer pa tudi jaz poudarjam, da pri tej delitvi, torej oblikoslovno-pomenoslovni delitvi, poznavanje skladnje za razumevanje besednih vrst ni nujno, je pa seveda dobro vzpostaviti to povezavo, prav izhajajoč iz tega izhodišča, da je oziroma iz tega koncepta, da je treba v vsakem trenutku povezovati snov. Vsekakor se pa pri skladnji v 3. letniku vedno potem oziramo nazaj, torej k oblikoslovju. Gre pravzaprav za to, da v bistvu dijake opominjamo, da se da vsak stavek, vsako poved, vsako besedilo obravnavati z več vidikov, torej z glasoslovnega, oblikoslovnega, skladenjskega vidika. Imamo pa seveda tukaj posebej izpostavljeno tudi povezavo besednih vrst z njihovo vlogo v stavku, kar nam potem pride prav v naslednjem letniku, torej pri obravnavi skladnje. No, čisto na koncu že omenjen in že znan, torej razdelek Pogled v znanost, ki je tokrat namenjen predvsem temu obsežnejšemu pojasnilu nove delitve besednih vrst, torej v skladu z oblikoslovno-pomenoslovno delitvijo, ki jo je dr. Ahačič tudi danes že predstavil. Če se torej zdaj za trenutek ustavimo ob kazalu, ki vpeljuje torej poglavje o oblikoslovju. Na začetku imamo seveda kratko uvodno predstavitev, tako kot smo imeli tudi v lanskem šolskem letu, oziroma v prvem, torej učbeniku za 1. letnik pri glasoslovju, recimo je tudi tukaj seveda uvodna predstavitev, torej kaj oblikoslovje je, in potem delitev oziroma delitev na 10 besednih vrst, 5 pregibnih, in sicer samostalnik, pridevnik, zaimek, števnik in glagol, torej v skladu z oblikoslovno-pomenoslovno delitvijo, in seveda 5 nepregibnih, prislov, predlog, veznik, členek in medmet. Pri vsaki seveda besedni vrsti je seveda potem podrobna predstavitev oziroma razlaga te besedne vrste v skladu z že predstavljenim konceptom, to se pravi, da je bistveno poudarjeno v tekočem besedilu, okvirčkih pomnimo oziroma s temi opozorili, na kaj je treba biti pozoren, vse skupaj pa je dopolnjeno potem z dodatki, torej z najpogostejšimi napakami, zanimivostmi in uporabnimi povezavami. Na koncu vsakega podpoglavja oziroma na koncu obravnave vsake besedne vrste je seveda tisti razdelek utrdimo, ki ga tukaj v kazalu prav posebej ni, torej ta reprodukcijski del, in pa potem seveda vaje, ki so za poglobitev snovi in pa tudi krajša oziroma na koncu daljša razčlemba. Torej, če na kratko predstavim res samo ta uvod v oblikoslovje in delček obravnave samostalnika. Uvodno poglavje torej pojasni, s čim se oblikoslovje ukvarja, predvsem pa kriterij te poenostavljene delitve besed na 10 besednih vrst. In sicer pregibnost,
oblikovne lastnosti in tudi seveda pomen. Kot sem že rekla, torej tudi na tej prosojnici imamo puščico, ki kaže spodaj, to je tisto, kar je v tekočem besedilu v učbeniku, puščice zgoraj in desno pa kažeta puščici zgoraj in desno kažeta izseka iz pogleda v znanost, v katerem je pač utemeljeno pojasnjeno, zakaj ta izbira oblikoslovno-pomenoslovne delitve. Mogoče samo še nekaj besed še z moje strani, zakaj. Temeljni razlog je na videz res v nekem poenostavljanju, vendar gre tu za poenostavljanje, kot je že doktor Ahačič povedal, ki ves čas ohranja neko celoto. Torej ne gre za navidezno poenostavljanje, ki prinese še več izjem in še več posebnosti, česar se seveda vsak profesor boji in pa seveda dijaki tudi. Ampak, kot rečeno, gre za zaokroženo obravnavo oblikoslovne ravnine. Gre za to, da v bistvu s pomočjo tega temeljnega znanja, ki ga dijak pridobi, lahko dijak potem sam posamezno besedno vrsto prepozna, jo umesti v sistem in poišče pač morebitne posebnosti oziroma morebitne drugačne, torej morebitne posebnosti. No, saj bom povedala še kakšno besedo o tem. Skratka, kot profesorici, to se mi zdi kot profesorici izjemno pomembno, namreč gre za to, da po tej delitvi lahko v bistvu vsako besedo v kateremkoli naključno izbranem besedilu uvrstimo v sistem. Se pravi, kot je bilo že povedano, ni nam treba iskati primerov, si izmišljevati primerov, da bi preverili, če so se dijaki res naučili vseh izjem oziroma vseh posebnosti. Lep primer recimo je veznik, če se vrnem, veznik v bistvu po pomenoslovno-oblikoslovni delitvi pač je ena sama beseda. Vemo pa seveda, da kot veznik lahko nastopa marsikatera druga beseda, pri čemer pa to drugo besedo prepoznamo kot besedo, ki izhodiščno sodi v drugo besedno vrsto. To se strašno zakomplicirano sliši, ampak v resnici recimo primer oziralni zaimek je pač oziralni zaimek, sodi torej med zaimke, vendar v stavku seveda lahko vpeljuje prilastko odvisnik, torej kot veznik. Podobno seveda, kot je že doktor Ahačič pri zaimkih povedal, gre za to, da so zajeti vsi zaimki in sicer delimo torej na samostalniške in pridevniške zaimke v skladu seveda s tem, s teorijo, da zaimek nadomešča v stavku lahko samostalnik oziroma pridevnik. Skratka, v uvodu v oblikoslovje je na začetku pač predstavljena tudi tabela oziroma dovolj podrobna tabela, v kateri so naštete pač besedne vrste po tej delitvi. Pomen dodan seveda primeri, okrajšave in zanimivost, od kod pravzaprav poimenovanje te besedne vrste izhaja. Že uvodoma spoznamo potem tudi vrste pregibanja, vrste sklanjatev z okvirčkom zraven, torej na kaj je treba biti pozoren. No in sledi potem poglavje seveda najprej o samostalniku, torej njegovih osnovnih značilnostih, v skladu s katerimi samostalnik potem tudi obravnavamo, torej spol, število, sklon. Pojasnjeni so in predstavljeni seveda edninski, množinski samostalniki, pogoste napake v zvezi s tem, no, spol in sklon pa predvsem seveda v povezavi z uvrščanjem samostalnikov v sklanjatve. Po tej poenostavljeni delitvi imamo eno moško sklanjatev, dve ženski in eno srednjo sklanjatev. Eno moško sklanjatev imamo zato, ker se vsi samostalniki moškega spola lahko sklanjajo po tej sklanjatvi. Opozorimo seveda tudi na to, da lahko samostalnike moškega spola na A sklanjamo po prvi ženski sklanjatvi, torej po vzorcu lipa. To sklanjatev smo do nedavnega imenovali druga moška sklanjatev oziroma se jo še imenuje tako. Poenostavitev je v tem, da pač ni potrebno imeti posebne kategorije druge moške sklanjatve, če je pač ta enaka obstoječi kategoriji prve ženske sklanjatve. Se pravi, korak sklanjamo po prvi moški sklanjatvi, Mitja pa podobno oziroma enako kot lipa, torej po prvi ženski. Če pogledamo
obravnavo torej te moške sklanjatve v našem učbeniku. Na začetku se izpostavi seveda temeljni kriterij, to ni nič novega, da uvrščamo samostalnike moškega spola v moško sklanjatev na podlagi rodilniške končnice, sledi razpredelnica s primeri samostalnikov moškega spola, ki seveda temu kriteriju ustrezajo, hkrati pa pri nekaterih tudi že spoznamo posebnosti, ki jih potem seveda podrobno skozi poglavje predstavimo. Vzpostavi se ta sistem oziroma načelo vzorčnega primera, tudi to ni nič novega, ne poznamo pri moški sklanjatvi pač vzorec korak. Kar je morda novo ali novejše je to, da sledijo navodila, kako z razumevanjem iskati posebnosti ob poznavanju torej vzorčnega primera, po katerem se seveda sklanja večina samostalnikov moškega spola, nekateri so pa seveda nekoliko drugačni oziroma v nekaterih elementih odstopajo od tega vzorca. Seveda so natančno predstavljene posebnosti končnice in posebnosti osnove pri torej pri samostalnikih moškega spola, kot potem v nadaljevanju seveda tudi ženskega in srednjega spola, vendar je bistveno pri tem, da se po tej obravnavi dijakom morda ne bo treba učiti toliko stvari na pamet. To se pravi, naučiti jih poskušamo, da lahko s primerjanjem obravnavanega samostalnika z vzorčnim primerom sami ugotovijo, kje so posebnosti. Na primer, sami prepoznajo razliko med živim in neživim oziroma med končnico pri samostalniku, ki poimenuje živo oziroma neživo v tožilniku. Seveda z opozarjanjem na te posebnosti in pa s pogostim opozarjanjem na te posebnosti, seveda se teh posebnosti naučimo oziroma vsaj uzavestimo, na kaj moramo biti pri iskanju le-teh pozorni. To se pravi, da se vsakega posameznega primera nikakor ni treba učiti na pamet. Po mojih izkušnjah v razredu je dijakom ta način precej blizu, ker imajo občutek, da snov razumejo in da lahko pri kateremkoli v bistvu samostalniku, ki ga postavijo ob bok vzorčnemu primeru, potem poiščejo posebnosti in pač podobnosti oziroma razlike v seveda sklanjatvenem vzorcu. Se pravi, učbenik dijake vodi k samostojnemu iskanju, k samostojnemu delu in seveda ob tem ozaveščamo tudi torej poimenovanje teh posebnosti. Torej, kot je bilo že rečeno, se na koncu torej vsakega razdelka, v tem primeru na koncu pač obravnave moške sklanjatve, opozori tudi na najpogostejše napake, ki jih dijaki delajo, kot je že doktor Ahajčič povedal, kot en tak prijazen ali pa priročen plonk listek pred nekim pisanjem samostojnega besedila. No, in kar je najpomembnejše morda na koncu obravnave, torej te daljše obravnave z vsemi posebnostmi, imamo potem tale okvirček Pomnimo, v katerem je še enkrat ponovljeno bistveno, pri čemer se predvsem izpostavlja pot do obvladovanja snovi. To se pravi, izpostavljeno je, seveda vsi samostalniki moškega spola sodijo v to sklanjatev, vzorčni primer je korak, ker se večina tudi dejansko sklanja po enakem vzorcu, kot korak nekaj pa je izjem in tukaj so potem izpostavljene tiste, ki se tudi najpogosteje pojavljajo. Na tak način v bistvu dijaki spoznajo na nek način ta sistem izjem, če takole rečemo, ki se ponavljajo, se pravi izpad poglasnika, potem biti pozoren pri moškem spolu na živost, neživost, podaljševanje osnove in podobno. Na koncu, kot sem že povedala, torej še ponovitev te snovi, ki smo jo zdaj usvojili ob vprašanjih, torej čisto konkretno se še enkrat sprehodimo skozi snov. Toliko čisto na kratko, se pravi, oblikoslovje v tem učbeniku, kot smo spoznali, torej temelji na oblikoslovno-pomenoslovni delitvi besednih vrst, kakršno poznajo tudi tuji jeziki. Torej, po moji presoji je ta pristop svež predvsem v tem, da dijake usmerja v razmišljanje o jeziku, samostojno analizo, kar dela učno snov privlačnejšo, uporabnejšo, hkrati pa seveda prinaša zaokrožen sistem, pri obravnavi katerega je res manj učenja na pamet in manj posebnosti. Hvala lepa. Hvala, Irena, tudi tebi za
lepo nazorno predstavitev našega poglavja oblikoslovja. Tudi če imate vprašanje za predavateljico Ireno, nam pišite. Zdaj pa še zadnje predavanje dr. Davida Puca, in sicer je napisal poglavje iz besediloslovja. Izvoli, David. Ja, najlepša hvala za besedo. Lep pozdrav vsem, ki ste danes z nami. Torej, predlagam, da kar delim z vami ekran. Upam si reči, da bom najkrajši od vseh treh izvajalcev, pa da vidimo, če je to res tako. Tako, upam, da stvar deluje. Torej, kot je bilo rečeno, sem sam v tem prvem delu učbenika za drugi letnik napisal oziroma sestavil poglavje iz besediloslovja. In mogoče bi tukaj najprej osvežili pogled na to, kaj iz tega poglavja prinaša učbenik Moč jezika 1. Torej, za prvi letnik učbenik, tam smo začeli to poglavje še splošnejšim poglavjem o sporazumevanju. Torej, naša ideja je bila v osnovi, da v prvem letniku torej dijaki spoznajo pojem sporazumevanja in tiste ključne pojme s tem v zvezi, potem pa postopno v vsakem letniku dodajamo še morda določene teoretične, recimo temu bolj pojme iz besediloslovja in obenem nek sklop besedilnih vrst. No in lansko leto torej smo začeli s tem pojmom, kaj je sporazumevanje. Torej, spoznali so načela uspešnega sporočanja, govorjenja oziroma pisanja, potem dvosmernega sporazumevanja, to se pravi pogovarjanja oziroma dopisovanja, osnove tvorjenja besedila in pa raznovrstnost besedil, torej uradna, neuradna besedila, subjektivna, objektivna in tako dalje. In v prvem letniku spoznajo dijaki tudi naslednje besedilne vrste: predstavitev osebe, kraja in poti oziroma postopka, potem vabilo, zahvala in opravičilo. No, zdaj v drugem letniku, torej v Moč jezika 2, smo začeli poglavje iz besediloslovja z načini razvijanja teme oziroma slogovnimi postopki, kjer s pomočjo kratkih obvladljivih besedil dijake nekako skušamo naučiti, kateri so ti osnovni načini razvijanja teme, kaj to pomeni, bom potem kasneje tudi konkretno prikazal. Izmed besedilnih vrst, ki pridejo v poštev v drugem letniku, pa smo si nekako zamislili naslednje besedilne vrste: življenjepis, podrobneje uradni življenjepis, ki se pravzaprav pogosteje uporablja, potem uradna prošnja, uradna prijava in uradna pritožba, potem vrste pogovorov, pri čemer se posvetimo vsem vrstam pogovorov, podrobneje pa potem obravnavamo intervju, in pa referat. No, kakšna je torej obravnava same učne teme? Na primeru uradnega življenjepisa bi lahko si to pogledali. Torej, ponavadi je na začetku nek uvodni tekst, ki napove pravzaprav oziroma vpelje samo temo, samo učno temo. Potem v primeru uradnega življenjepisa se nam je zdelo smiselno izhajati iz neke konkretne situacije, torej kdaj bi pravzaprav napisali uradni življenjepis, verjetno kot prilogo nekemu razpisu za delovno mesto. No, in tukaj je en primer takega razpisa, torej kot neko izhodiščno besedilo recimo. Potem stalni razdelek je razmislimo o besedilu, torej da se z dijaki pogovorimo, v tem primeru o tem razpisu za delovno mesto. Potem pa preidemo že na osnovno, torej na nekako jedro učne teme, in tukaj recimo pri življenjepisu smo, torej pri uradnem življenjepisu, ker predtem je še poglavje življenjepis, bolj kot nekakšen biografski recimo življenjepis v kakšni enciklopediji ali na Wikipediji in tako naprej, torej bolj tisti mislim, ne tako, torej ne za uradno rabo, tukaj zdaj govorimo o uradnem življenjepisu. No, in je potem uradni življenjepis torej primer, in sicer v klasični strjeni
strnjeni obliki in pa zdelo se nam je pomembno, da nekako sodobno pogledamo na to temo. Namreč dejstvo je, da se vse pogosteje pravzaprav zahteva oziroma predvideva kot priloga življenjepis v strukturirani obliki oziroma na vnaprej postavljenem obrazcu, na primer v tem evropskem torej obrazcu imenovanem Europass. Tako da smo poskušali dijake navaditi tudi na to. Tukaj nekako vzporejamo še obe možnosti, da se lahko vidijo tudi prednosti enega in drugega. No, potem je po samih besedilih je spet ta razdelek, razmislimo o besedilu in pa potem tisto ključno je pa pravzaprav razlaga v razdelku Pomnimo, kjer pa skušali smo res na kratko, jedrnato povedati tiste bistvene značilnosti posamezne besedilne vrste. Torej, po principu manj je več, da je to znanje dijakov nekako urejeno, pregledno, in da potem samimi vajami morda to nekako tvorbeno recimo potem se dijaki tega naučijo. Tako, skušamo potem tudi s kakšnim miselnim vzorcem, recimo, kot tukaj vidite, in to je recimo en delček poglavja o uradnem življenjepisu. No, mogoče še ključni poudarki torej tega poglavja iz besediloslovja. Že omenjeno, torej uradni življenjepis v obeh oblikah poskušamo dijakom nekako predočiti. Potem bilo je že omenjeno tole zapisovanje, oziroma to še ni bilo pravzaprav omenjeno, zapisovanje kraja in datuma v kakršnemkoli uradnem pismu. Tukaj smo bili nekako ne ravno v dilemi, ampak zavedali smo se, da neke pravzaprav ene enotne rabe tukaj ni, kje se zdaj ta kraj in datum zapiše. Torej, a je to v vrstici recimo pošte, poštne številke in pošte v naslovu sporočevalca. Torej, v tem primeru pri poštni številki 8340 Črnomelj. Ali je to eno vrstico nižje, se pravi med obema naslovoma, ampak na desni strani, ali je to celo pod obema naslovoma na desni strani, kar je morda še pogosteje v zadnjem času. No in tukaj smo potem nekako se odločili, da tukaj nekako odpremo možnost in smo ponudili pravzaprav eno tako vmesno rešitev, torej, da je mesto oznake kraja in datuma lahko tudi v samostojni vrstici pod ali med obema naslovoma. Ker se v resnici tudi v priročnikih pojavlja eno in drugo. No in pri podpisu sporočevalca, to je pa že dr. Kozma Ahačič omenil, smo tudi dodali eno tako opombo, ker je tudi tukaj dejstvo, da se pravzaprav pojavlja v različnih priročnikih pisanje, torej podpisa nad zapisom imena in priimka ali pa pod njim. In tukaj predlagamo morda nad, sploh če gre za kakšne dodatne funkcije, da je stvar malo bolj pregledna. Ni pa narobe in tudi na maturi je stvar nekako sprejemljiva ena in druga. No, naslednji poudarek iz tega poglavja je morda ta, da skušamo uveljaviti oziroma razmišljamo o tem, kakšna so nekako sodobna načela pisanja uradnih besedil. Torej, dejstvo je, da se uradna besedila, prošnje, prijave in tako naprej pošiljajo že kot e-sporočilo, niti ne samo kot priponka, ampak celo kar v samem jedru sporočila in na to skušamo tudi opozoriti s kakšnim nasvetom, torej kaj napisati v polje zadeva, pri pritožbi morda že takoj v zadevo, naprimer številka opomina ali kaj takega, da naslovnik takoj ve, kaj s tem besedilom početi. No, tukaj recimo elektronski podpis je tudi ena taka novost in pa recimo tukaj spodaj desno vidite en primer vaje, potem to v razdelku vaje, ki sledi tej učbeniški razlagi na koncu poglavja, so še vaje, torej, da morajo dijaki pravzaprav tudi sami aktivno tvoriti elektronsko sporočilo.
to je mogoče ena novost, torej, da jih res navajamo na komuniciranje po e-pošti, ker to je kar težava, ker gre za neko mejno področje pravzaprav, ne, med tistim formalnim dopisovanjem in neformalnim dopisovanjem, in dijaki včasih nimajo pravega občutka, kje so pravzaprav tudi neke meje oziroma neka načela. In tega jih skušamo priučiti v tem poglavju. No, in za konec bi dodal še nek pogled v vaje. Torej, vaje so kot običajno ob koncu poglavja. To se pravi, da je 5. poglavje, oziroma se opravičujem, drugo je zdaj to poglavje iz besediloslovja. Prvo je oblikoslovje, drugo je iz oblikoslovja. Je najprej ta učbeniška razlaga, se pravi ta učbeniški del, in potem so vaje. In te vaje so ob koncu, torej, in so postopne. To pomeni, da vaje sledijo obravnavi v učbeniškem delu. Torej, ko obravnavamo na primer uradni življenjepis, so vaje v delu vaje, torej nekako so te vaje na nekem mestu. In zdaj tista snov, ki pride potem po uradnem življenjepisu, sledi tudi v vajah. Se pravi, da ko neko poglavje, ko nek del poglavja obravnavamo, lahko takoj najdemo vaje, ki sodijo k temu poglavju. No, tako da niso vaje pomešane ali kaj takega, ampak sledijo istemu zaporedju. Recimo primer vaj. Vaje so različne. Recimo ta primer vaje tukaj je pri razdelku vaje, torej vaje iz vrst pogovorov oziroma intervjuja. Naprimer, to je ena vaja, v kateri dijaki nekako povzemalno utrdijo recimo to, kar so se naučili. Ta vaja recimo ni težja, ampak je namenjena bolj temu usvajanju osnovnih pojmov. Medtem ko se potem v nadaljevanju, čez nekaj vaj recimo, pa nahaja recimo primer take vaje, torej neko obvladljivo besedilce. Res skušamo pri besedilih biti kratki, jedrnati, da nam to ne vzame preveč časa. In je recimo taka vaja potem, da morajo recimo dijaki pripraviti, da želijo pripraviti intervju recimo z igralcem, in morajo potem sestaviti najprej torej elektronsko sporočilo temu igralcu in ga prositi za sodelovanje v intervjuju, potem neka zasnova recimo intervjuja in potem na koncu še naslov intervjuja recimo. Tako skratka nek postopek v samem tvorjenju. Recimo ena naloga potem kasneje za njo, za to nalogo je pa recimo tudi taka praktična, samo en delček je tukaj, recimo, da si zamislijo recimo, da so novinarji oziroma novinarke in da prav tako torej se pripravijo recimo na pisanje intervjuja recimo z eno osebo po izbiri. To se mi zdi kar primerna snov, mislim, da je dobro jo utrditi, ker se z intervjujem tudi srečajo aktivno. Recimo, če imajo kakšne šolske časopise ali kaj podobnega, in če o tem ne spregovorimo ali pa če smo malo površni, dobimo vse sorte tekstov, ki naj bi bili intervjuji, pa recimo kršijo načela te besedilne vrste. Tako, in zdaj še za konec, kot obljubljeno bom najkrajši, pogled naprej. Torej, to je zdaj osnutek, ni še popolnoma dorečeno, ampak zelo verjetno je, da bodo v 3. letniku sledile besedilne vrste reportaža, komentar, ki je tudi miselno, tvorbeno recimo zahtevnejši, besedilo ekonomske in politične propagande, verjetno tudi v 3. letniku, in pa publicistično poročilo. To je nekako delovna verzija, bomo rekli, ni še popolnoma začrtana. Za 4. letnik pa ostaja stvar odprta, ker smo menili, da bi bilo dobro premisliti, kaj se v resnici uporablja oziroma kaj je smotrno, smiselno dijake še učiti kot neke samostojne besedilne vrste in kje morda tudi kaj izpustiti. Torej, zapisnik morda, seminarska naloga, čeprav že zdaj v tem poglavju govorim o referatu in je ta referat že pravzaprav pisni in
govorni izdelek, ne, in je v bistvu že spominja na seminarsko nalogo z viri, z naslovnico, s kazalom, tako da pravzaprav neka seminarska naloga v tem smislu je samo nadgradnja morda. Esej je tudi vprašljivo, ali ga obravnavati kot posebno besedilno vrsto, glede na to, da se to pri književnosti kot šolski esej torej obravnava. Zapisnik morda, ne, torej tu bomo morali še premisliti, kaj pustiti za 4. letnik, tudi da ne bo snovi preveč. Tako, s tem bi jaz zaključil. Hvala za vašo pozornost, upam, da sem bil dovolj jasen, in če bo kakšno vprašanje, pa kar se lahko prijavite. Hvala. Hvala, dr. David Put, za še eno natančno predstavitev vsebine in prikaz zgradbe poglavja iz besediloslovja. Tako, spoštovane profesorice, spoštovani profesori, sedaj pa dajemo besedo vam. Imamo že nekaj vaših vprašanj, dr. Kozma Ahačič je z nekaterimi med vami že poklepetal, sedaj pa predlagam, da vprašanja še komentiramo v živo. Dr. Kozma Ahačič, predajam besedo ponovno vam. Ja, hvala. David, če lahko samo izklopiš delitev ekrana. Hvala. Skratka, vprašanja je bilo kar nekaj. Najprej, kako bo z izhajanjem učbenikov. Tu je koncept narejen že do 4. letnika. Res pa je, da moramo vsak učbenik najprej dobro preizkusiti v živo, zato si bodo učbeniki sledili leto za letom. Zdaj sta na voljo za 1. in 2. letnik in sledila bosta potem za 3. in 4. letnik. Zelo pomembno vprašanje se mi zdi vprašanje, če je potem splošno sprejeta norma za poučevanje v srednji šoli nova srednješolska slovnica in če boste učitelji obveščeni o novem priročniku, ki je splošno sprejet. Tu sem že odgovoril pisno, pa bi morda še ustno pojasnil, da strokovni svet za splošno izobraževanje od spremembe zakonodaje potrjuje samo še učbenike in ne more več določati sam neke izbrane slovnice kot norme. Vsak od vas se lahko odloči za svoj učbeniški komplet in na maturi se mora upoštevati vse variante učbenikov, ki so potrjeni od strokovnega sveta za splošno izobraževanje, torej vseh obstoječih učbenikov. Je pa res, da slovnico priporoča Zavod Republike Slovenije za šolstvo na svojih spletnih straneh, to si lahko tudi pogledate, če vidite vprašanja in odgovore, in da bodo seveda vse bodoče spremembe na maturi in na ravni učnih načrtov šle v to smer, se je to zaenkrat, se je moja slovnica edina celostna šolska slovnica po Žagarjevi slovnici. Skratka, pomembno je to zavedanje, poenostavljanje oziroma spreminjanje slovnice mora biti koncept v celoti, ne zgolj neko navidezno spreminjanje določenih vsebin. No, vesel sem tudi pripombe profesorice, da bo dijakom že zdaj v 2. letniku predstavljala našo delitev in da je prepričana, da jim bo bistveno lažje razumeti to snov. Tudi nasploh ste napisali, da ste se z
nedorečenostmi, na katere sem opozarjal, srečevali tudi vi pri svojem pouku. No, in to ni nič presenetljivega, saj smo ravno iz vaših izkušenj izhajali pri sami zasnovi slovnice. Potem še vprašanje, bomo učitelji javno obveščeni o vseh novostih, ki jih prinašajo novi učbeniki, na primer 4 sklanjatve, ali pa je vseeno, če posamezni učitelji učimo po Toporišičevi slovnici, posamezni po novi slovnici, drugi spet po napragu besedila. Zdaj, ja, vseeno je. To je bistvo trenutnega šolskega sistema. Vsak učitelj se svobodno odloča za to, po kateri poti bo svoje učence lahko privedel do čim večjega uspeha. Bi pa opozoril, da to prepričanje, da se uči po Toporišičevi slovnici, ne velja. Nobena slovnica v sedanjih srednjih šolah ni več Toporišičeva slovnica. To je neko Toporišičevo ogrodje z spremembami, ki so jih pa naknadno delali čisto po občutku. No, in še le učbeniški komplet na pragu besedila je dejansko posnel ogrodje moje slovnice, vendar pa je to nekakšen prehodni učbenik, v našem učbeniku pa smo šli, kako bi rekli, do konca. Skratka, to je tisto, v kar sam verjamem in zaupam, da bo prineslo v slovenski šolski prostor potrebno svežino. Zlasti, ker je primerljivo z dogajanjem povsod drugod po Evropi. Potem je tu vprašanje, da običajno v drugem letniku obravnavamo tudi besedoslovje, je to tudi v moči jezika 2. Tu bi pa kar predal to vprašanje, da še natančneje pojasni David ali pa Irena. David, bi mogoče ti prevzel? Trenutek. Ja, jaz se opravičujem, ker sem ravno odpisoval eni gospe, ki me je nekaj spraševala in sem preslišal. Kozma, če lahko še enkrat. Skratka, besedoslovje, v katerem učbeniku bo, je seveda že v učbeniku za prvi letnik, pri pregledu, v katerem letniku bo še? Besediloslovje. Besedoslovje. Besedoslovje. Ja, ta odločitev še ni bila še sprejeta. Zavestno smo se odpovedali besedoslovju v drugem letniku, kar je načeloma bilo v drugih učbenikih in učnem načrtu, ravno zaradi tega, ker je oblikoslovje tako kompleksno, da ne bi bilo vsega preveč. Zdaj, mislim, da bi potem v tretjem letniku, glede na to, da bo skladnja, morda pogovarjali smo se, ampak še čisto nič, to je zdaj še preuranjeno, da bi morda nadpovedno skladnjo dali pod besediloslovje, se pravi pomenska razmerja, oblikovno razmerje, besedni red, členitev po aktualnosti, da bi morda torej skladnjo nekoliko skrčili do ravni povedi, pa bi potem besedoslovje uvrstili v tretji letnik. Morda se jaz tu lahko še vrinem s tem, zakaj smo malo premetali same vsebine in zdaj preizkušamo najboljšo rešitev, zato da lahko jemljemo vejico na najvišji ravni že v drugem letniku. Kajti z vejico dijakinje in dijaki imajo težave in to je treba narediti pravi čas, nato jo pa še v tretjem letniku pri skladnji dodatno ponovimo. Ja, ker
če lahko, v drugem delu, torej v drugem delu učbenika za drugi letnik, ne, mi smo zdaj predstavljali prvi del, ki je v tisku, v nastajanju, je pa drugi del učbenika za drugi letnik. Bo tudi torej nadaljevanje poglavja iz pravopisa, torej v prvem letniku smo imeli veliko začetnico, ki jo tudi iz osnovne šole že precej poznajo, zato je smiselno s tem že v prvem letniku, potem v drugem, no zdaj pa bo, kot rečeno, pa to, kar zdaj nastaja, bodo pa ločila, recimo, ne, s poudarkom na vejici, pa verjetno še kakšno poglavje iz pravopisa, ne. Tako da bo potem verjetno preveč, da bi besedoslovje dali v drugi letnik, ne. Zato verjetno v tretji letnik. Če se lahko samo vtaknem, mogoče, mislim, da je bila ideja celo taka, da bi dali v četrti letnik skupaj z besedotvorjem, da je bila v začetni zasnovi ta ideja, ne, da se pač razreši drugi letnik, ki je preobsežen, in da se v bistvu tako precej enostavno besedoslovje skupaj z besedotvorjem potem obravnava. To je zdaj ideja, bomo pa to dorekli še na kakšen način, ja? Kot vidite, imamo tudi med sabo ves čas burne razprave, ravno zato, ker si želimo narediti nekaj res optimalnega. Še zadnja opomba, da, in sicer piše profesorica, da se jim zdi pomembno, da je slovnica tudi življenjsko uporabna in da se bodo lahko znanstveno z jezikom ukvarjali vsi tisti, ki se bodo odločili za tovrsten študij. Sam bi temu dodal samo to, da se tega zavedamo, ampak da je namen učbenika tudi opozoriti, da je jezikoslovje znanost. Zato mi v učbeniku celo opozarjamo na vse te dileme, ki sem jih na primer sam danes izpostavljal. To je del učbenika, ki bo seveda zanimiv za nekaj malega dijakov in dijakinj, ampak na nikogar ne želimo pozabiti. Zdaj pa mislim, da so vsa vprašanja izčrpana. Še ena od profesoric je dvignila roko. Je to mogoče? Ja, ena profesorica je dvignila, zdaj vprašanje ni, mogoče je lahko tudi pomotoma, kaj kdo zapisano ni. Edino, tukaj je bila ena pobuda z strani profesorice Maje Kosmač, da bi glede besedilnih vrst, ne, kako bomo jih razporedili v nadaljevanju, se pravi v 3. in 4. letniku, in da predlagajo, da bi se obravnavali v 3. letniku. Tako da, kot rečeno, sva z Davidom že tudi odgovorila, da v bistvu bomo, preden bomo naredili dokončen izbor in se odločili, katere besedilne vrste še v katerem letniku obravnavati, bomo naredili eno kratko anketo, bomo vam poslali po mailu in boste napisali, kaj menite, kakšno je vaše stališče, in bomo tudi upoštevali tako. Ja, in tudi osnovna želja tega učbeniškega kompleta je, da bi bil to komplet, ki sledi želji in izkušnjam profesoric in profesorjev. Mi imamo namreč enega najkvalitetnejših poukov. Naš pouk je eden najkvalitetnejših tudi v evropskem merilu in zato bi bila res škoda, če vas ne bi poslušali. Hvala, Kozma. Ukoliko, spoštovane profesorice, spoštovani profesori, nimate več vprašanj za naše predavatelje, se vam zahvaljujemo za vašo dragoceno pozornost in vas vabimo, da nas spremljate še naprej. Obveščali vas bomo o vseh novostih in webinarjih v prihodnje. Kontaktirajte tudi naše strokovne svetovalce, ki vam bodo z veseljem v oporo in vam zagotovili vse informacije.
Prvi del učbenika boste lahko že, kot rečeno, prelistali takoj po zimskih počitnicah, drugi del učbenika pa bo na voljo konec marca, morda v začetku aprila. Veseli bomo tudi vsake vaše povratne informacije, se bomo z avtorji tako lažje pripravljali učna gradiva po vaši meri in meri kakovostne njihove uporabe z dijaki v razredu. Želim vam uspešno delo v zadnjih mesecih pouka z vašimi dijaki. Imejte lep večer in nasvidenje. Srečno!